Na koncu sem se začela tako umikati, ker sem imela blodnje, da me ubijajo, da me sledijo, da me bojo, ne vem kaj vse, da tudi v službo na koncu nisem šla. In potem sem zadnje pol leta bila striktno samo v stanovanju. Stvari, ki so bile v stanovanju, sem jih znesla ven, se pravi radio, televizijo, vse sem dala na hodnik. Je oče prišel, kaj se dogaja, ja, pač kamero imam, snemajo me, vse je narobe. Sem gledala njegov videospot in je pač takole krenil z roko in sem jaz to vzela kot znak pet na policijo. Seveda sem prijavila vse živo, karkoli se je dalo, vse žive ljudi, kaj mi delajo, kdo mi dela, povedala sem imena, priimke. In potem sem pa tudi povedala, da če jih ne bodo prijeli, da si bom vzela življenje, ker jaz ne bom pustila, da me oni preubijajo. Potem se rajš sama. In to so hude stvari in policaj je zelo dobro reagiral. Res zelo sem mu hvaležna, nikoli več ga nisem potem videla v življenju. In je rekel, veste, mi bi vas dali tja, kjer so zaščitene priče. Ker on je vedel, da če bo meni rekel, da me bojo poslali v polje, da ne bom šla, ne, pač, ker jaz sem bila trdno prepričana, kar se dogaja. In jaz sem rekla, ja, pričati, ja, grem seveda, zaščitite me. In kaj ne rečem, jaz sem potem kasneje 5 do 6 let, zdaj točnega reza ni, ne, beračila po cestah, seveda. Po našem okolišu sem beračila za tiste cigarete, za tiste burek, alkohola nisem pila, drog nisem zlorabljala. Začel se je Majin maraton preživetja. Jaz sem prvih 5 let želela delati in sem delala in sem imela službe, ampak jih nisem obdržala, jih nisem mogla obdržati, nisem sploh zdržala tempa, nisem bila sposobna delati 8 ur na dan.